Pozdravljeni. Vse, kar se je zgodilo, vse, kar se godi, in vse, kar se še bo zgodilo, je brez napak. Vse namreč poteka po skritem načrtu, ki ne vsebuje napak. Načrt, ki ne greši. Če verjamemo, da se je naš obstoj oziroma vesolje samo začelo z velikim pokom ali po angleško Big Bang, torej s tem velikim pokom, da je sam začetek celotnega obstoja v velikem poku, bi lahko videli, da se je potek vseh dogodkov, torej vsega, kar je prišlo po tem velikem poku, že določil ob samem poku. Tako da danes zelo težko govorimo, da je karkoli se zgodi zares napaka. Ali da je šlo nekaj narobe, ali da ni tako, kot bi moralo biti. Zakaj potem vidimo napake? Zakaj potem ne znamo sprejeti sveta oziroma obstoja takega, kot je, oziroma tak, kot se nam prikazuje? Iz kje izvirajo napake? Kdo je tisti, ki pravi, da je šlo nekaj narobe in da bi moralo biti drugače? Izkaže se, da je tisti tukaj notri. Naša glava oziroma poln misli in načrtov in seveda pričakovanj, zlahka kakemu dogodku pripiše narobe. Moral bi se zgoditi drugače. Nekoč mi je nekdo povedal, čisto tako v smehu, da če si ne delamo planov, torej načrtov, potem nimamo kaj biti jezni. Dejansko je res tako. Če nimamo svojih interesov, torej nekih tu not skritih pričakovanj, kako bi se morale stvari odvijati, potem je svet kot tak res brez napak. In zakaj je to pomembno razumeti? Zato, ker če uspemo videti svet brez napak, je dejansko svet takoj lepši, svetlejši, prijetnejši. Dokler bomo pa iskali napake in jih videli tudi tam, kjer jih dejansko ni, potem bomo morali še malo trpeti in potrpeti, da uvidimo, da napake dejansko prihajajo samo iz našega mišljenja oziroma
dojemanja sveta, ki je okrog nas. Kajti naše videnje sveta in zaznave niso tako daljnosežne, da bi si lahko sploh upali trditi, da je karkoli napaka. Recimo en enostaven primer. Programer napiše program za seštevanje in ko ga sproba, program ne sešteva, temveč odšteva. Torej, napaka. Hitro lahko rečemo, da dela narobe. Ko pa programer pogleda ta program, ugotovi, da dejansko deluje pravilno. Le, da je sam kot programer namesto plusa v program vpisal minus. In ko to odpravi, program deluje po pričakovanjih, torej sešteva in napake več ni. Ja, in teh programov je veliko. Še enkrat. Bodimo pozorni, kako vidimo svet, ali ga vidimo tak, kak v resnici je, ali pa nam programi tukaj not govorijo drugače. Hvala.